Vsekakor mi predstavlja čast. Dobila sem jo verjetno zaradi tega način, kakšen živim, od Farhana Bodi, ta je zelo prijetna in uspešna ženska v Dubaju, Indijka po narodnosti, ki ustvarja trende v Dubaju in je tudi zelo priznana blogerka. Vsekakor živeti po svetu, raziskovati dežele in imeti priložnost srečati zelo zanimive in uspešne ljudi je privilegij in čast. In upam, da sem kanček tega tudi jaz in koga tudi jaz navdušim. V bistvu konji so zame živali, ki imajo stik, bi rekla, z onostranstvom, z eno intuicijo, z nečim, kar je več od tega, kar mogoče človek samo vidi na oči. Konj ima v sebi to divjo strast, neukrotljivost in hkrati eno svobodo, ampak vse skupaj deluje zelo tudi premišljeno, kaj ti je v bistvu tudi ubogljiv. In če v tebi najde partnerja oziroma zaupa, potem je v bistvu tvoj, bi rekla, kot en čuvar, v bistvu te varuje in te tudi vodi. Ima to lepoto, gracioznost, moč, v bistvu je kot da bi ga naredil Michelangelo, vse je popolno, lepo, mišice. In v bistvu, kar mene impresionira, je, da je konj prisoten v vseh kulturah in je v vseh kulturah tudi spoštovan. Lahko je kot kralj, lahko je pa tudi kot delovno orodje, človeku. Tako da ga imamo v vseh sferah življenja in v vseh sferah paše nekako vsemu temi čustvom človeka. Je lahko prijatelj, lahko je borec in prisoten je tudi v vseh teh, bi rekla, umetninah, slikah, slikarijah, kot tisti, ki vodi v vojni, v bistvu. Sicer vojna predstavlja ne mir, ampak je težnja k miru. Tako da v bistvu je pa vse skupaj kot ena svoboda. Konj izraža meni osebno to svobodo in ponos, seveda. Sloveniji pa predvsem ponosne, kajti lipicanec je slovenski nacionalni simbol, živeča kultura, ki je res nekaj lepega. Z umetniškega vidika bi rekla, da je lipicanec ravno ta simbol svobode in predstavlja, bi rekla, univerzalnost in svobodo, da predstavlja to za vsakega človeka. To se pravi, da je lipicaner v bistvu vseh nas. Hkrati pa je rojen v Sloveniji in bi to strokovno vprašanje pustila tudi strokovnim sodelavcem iz Lipice. Drugače pa mislim z umetniškega vidika definitivno, da je konj in lipicanec za vse nas in tudi razstava ima naslov Ljubezen v nas, ki izhaja iz Slovenije, kjer je bil pač prvič rojen. Slovenija in nas je v bistvu predstavlja Slovenija v nas kot konji in hkrati ljubezen v nas. V angleščini je love in us, to se pravi ljubezen v nas kot taka. Sam koncept razstave je nastal v bistvu na moje povabilo, ko sem študirala v New Yorku, če bi imela razstavo v Washington DC na naši ambasadi. Takrat sem se poglobila, kaj bi bilo tako zanimivo tudi Američanom kot svetom predstaviti Slovenijo, s čim. Po nekem kar dolgem razmisleku se mi je konj kot tak zdel najbolj primeren, predvsem pa tudi lipicanec, kajti to je naša vrsta, ki je znana v svetu in takrat sem se lotila tega kar zahtevnega projekta v smislu, ker je znano, da je konje fotografirati zelo težko. Hkrati pač predstavlja lipicanec slovensko kulturno živo dediščino in sem se lotila tega 2010, avgusta sem bila prvič tam in sem ugotovila, da konji v bistvu ne želijo, da ti jih slediš, ampak pridejo k tebi. Potem je sledilo eno obdobje razmisleka, koga fotografirati. Želela sem si meglo, ker prehaja iz črnega v belo. Konj se rodi črn in potem
čez leta dobi svojo belino. Ta proces se mi je zdel zelo mističen in megla mi je ta prehod tudi nekako v mojih mislih omogočila. Decembra sem se odločila in bila 10 dni v Lipici in se mi je zgodil en čudež, bila je megla. Tako da so te fotografije večinoma nastale v megli, ampak sam koncept, da kako sem se odločila za 20 fotografij, ki predstavljajo 20 let slovenske samostojnosti, je pa bilo zaradi tega, ker sem bila v času v novembra 2010 sem bila v Tuniziji in 2011 vemo, da je bila arabska revolucija. In ko sem slišala to po televiziji, sem se spomnila tistega trenutka 91. leta, ko so nam razglasili, da smo okupirani. Takrat sem se v bistvu zavedala, kako hitro pozabiš svobodo kot vrednoto. In ker je bilo takrat 20 let slovenske samostojnosti, sem želela to posvetiti, ta spomin na to izgubo svobode, ki so me pač takrat, ta tunizijski dogodek me istočasno to spomnil. To se pravi, vsaka fotografija predstavlja eno leto slovenske samostojnosti. Gre skozi te emocije, ki pač doživljaš, ko izgubiš svobodo. Zdaj imamo sicer 25 let in razstava bo doživela eno nadgradnjo, na kateri zdaj delam. Gre pa za to, da mladi se zaveda, kaj pomeni biti rojen v svobodo, kaj pomeni biti svoboden. Danes je to zelo aktualno, mogoče bolj tudi kot takrat 5 let nazaj in je ravno ta message še mogoče toliko bolj prezentativen. Drugače pa ima razstava tudi glasbo. Vsaka fotografija ima komponirano glasbo Žana Tetičkoviča, kjer še ni bila sicer premierno prav prezentirana. To še bo sledilo mogoče 25 let letos. Svet brez konja si zdaj ne predstavljam. V bistvu vse posod, ko vidim konja, grem do njega in je en tak poseben, vse te stvari enostavno doživiš, ko si z njim. Verjamem, da ljudje, ki delajo s konji in imajo konje, čutijo isto. Na fotografijah samih so pa konji zelo komunicirali z mano, to je res. Preživeli smo dosti časa skupaj in so zelo radovedni. Konji so, lipicanci sploh so tako drzni, radovedni, kakšen dan jim tudi ni bilo, da sem z njimi, to so tudi pokazali. Tako da smo imeli malo konflikta na nek način, ampak spoštovanje, v bistvu je cel čas prisotno to spoštovanje do njih. Mislim, da če čutijo to spoštovanje, da jih ti spoštuješ, potem nekako oni, se mi zdi, spoštujejo tebe. In mogoče za ljudi, kar se mi zdi najbolj ta komparacija oziroma ena taka neki nauk iz tega je tisto spoštovanje, ne. Kaj daš, to dobiš, ne. In oni so zelo, zame so totalni mediji, ne. Imajo vse te emocije in pogledati jih moraš v oči, no. Če jih znaš gledati v oči, te znajo gledati nazaj in potem nekako ta stik ohranjaš. In gledati danes v oči, ni veliko kultur ima to, da se ljudje gledajo v oči. In pravijo, da so oči zrcalo duše, pa verjetno to drži. Prvi obisk je bil kar nekaj let nazaj, mislim, da mogoče celo 10, v Kavadarcih. Jaz prihajam iz Ptuja, kjer smo karnevalsko mesto in smo pobrateni z Kavadarci. In takrat sem bila oblečena v Rimljanko, med drugim sem bila tudi fotografinja naše skupine, ampak bila je zelo lepa izkušnja. Smo bili v karnevalu, tako da prvo povezavo z Makedonijo imam preko karnevala, druga pa je bila ob otvoritvi Coffee Shop Company, ki ste imeli tudi pred nekaj leti nazaj. In sedaj je zdaj tretja, kar je meni najljubše, seveda, tukaj biti svojo razstavo. Imam pa še enega, žal, preminulega prijatelja iz Makedonije, Ljubna Dimkarovskega,
je bil izjemen človek, Makedonec, živel v Sloveniji, umetnik, ki je znal odigrati na najstarejšo piščal na svetu in smo bila zelo dobra prijatelja. In preko njega moram reči, da bi rekla, ko imaš stik z makedonskimi dušo, da je zelo lepa. In njemu še bomo posvetili neko novo ustvarjanje, ki se je začelo skupaj z njim in se bo mogoče to leto že odrazilo v enem lepem projektu v sodelovanju z Makedonijo in Slovenijo. Tako da imam poseben emocionalni stik z Makedonijo. Moje osebno doživljanje oziroma komparacija, bi rekla, kar je stičnega z Makedonci in Slovenci, je vseeno to prvo vrsti prijateljstvo. Je zelo pristno, ljubeče, kot razstava sama nekako apelira tudi in spominja na lepe spomine. Jaz mislim, da Makedonija in Slovenija imajo ta pristni odnos, lep spomin, ne samo na preteklost, ampak tudi sedanjost in prihodnost. Je nekako, most je bil narejen že zdavnaj in mislim, da se ga samo lepo vzdržuje in želi seveda se novih poznanstev in novega sodelovanja. Kar se tiče različno, je verjetno pač različno, ker ste vi bolj na jugu, mi smo bolj na severu, smo bolj orientirali mogoče na severne dežele, vi ste bolj na jugo, na južne. Kar se pa tiče, ja, jaz vidim to sodelovanje, to prijateljstvo. V prvi vrsti, če bi me vprašali, bi rekla, da je pristno prijateljstvo. Dobrodošli, lepo pozdravljeni na prvem dogodku slovenskega veleposlaništva v letu, ko praznujemo 25. obletnico mednarodnega priznanja Slovenije in 25. obletnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Makedonijo. Of January 1992, when Slovenia got the international recognition from the then European Community and some other states, 15 altogether, and this has placed Slovenia on the international map, recognized to say so. Of course, the first recognitions were exchanged between Slovenia and Croatia on the 25th of June year before. But the recognition that fixed us on the map was on the 15th of January 1992. This exhibition is also dedicated to love and to freedom. I would like to thank to Slovenia, Diplomatic Corps and everybody who support this exhibition since 5 years now, and also, of course, Lipica. Maybe we should now say that the exhibition is open and that we can have a chat and mingle around, huh? I will open the exhibition on my way. Riječ za ovo izložbu je freedom, amazing. Inspiring. Wow. Slovenija. Ljubav i sloboda. Kozmično.